Dober večer, živjo! Lepo pozdravljeni v zadnjem bonus dnevu 5-dnevnega izziva duhovne prakse. Prišli smo do konca tega izziva. Današnji dogodek namenjamo temu, da naredimo en tak lep zaključek temu našemu 5-dnevnemu potovanju in zaprli bomo energijo oziroma odprli bomo za naslednje obdobje našega življenja z energijsko aktivacijo. In ti moram iskreno povedati, da imam tak glavobol zaradi tega, ker se je kanal tako močno odprl za danes, za to našo današnjo energijsko aktivacijo. Tako da mislim, da bo zelo, zelo močno. Tako da upam, da si pripravil miren prostorček, kjer boš lahko danes z mano se spustil v to kanalizirano aktivacijo, ki v bistvu nate deluje podobno kot meditacija, ne? Srčki letijo, super, evo, nas smo skupaj. Pa bi želela morda, da naredimo en tak celostni pregled, kaj smo se znotraj tega izziva naučili oziroma kaj smo ozavestili, zato da prepoznamo v bistvu pot, ki smo jo prehoteli. Vedno je dobro, da se energija odpre, zato da se lahko proces zgodi in potem, da tudi ob zaključku nekako energije zapremo in na tak način ozavestimo, kaj nam je to skupno potovanje pravzaprav prineslo. Prvo, kar smo spoznali, je to, da imamo več teles. In da je pomembno, da vzpostavimo povezavo preko vseh teh teles, se pravi, da poskrbimo, da smo polno utelešeni, ne da skrbimo samo za en vidik, ampak da dejansko skrbimo za celo svojo povezavo. In naša duhovna praksa je v resnici tisto, kar povezuje naša telesa med seboj. In posledično je naša duhovna praksa tisti most, ki nas pripelje od te točke, kjer smo danes, do točke, kjer si želimo biti. In v prvem dnevu izziva smo ugotovili, da obstaja ogromno različnih duhovnih praks in da je bistveno, da imaš duhovne prakse iz vseh treh nivojev, kar pomeni, da povezuješ vsa svoja telesa, ne recimo samo spodnja. Potem smo si pa pogledali, katere so 3 moje najljubše duhovne prakse in smo imeli doživetje kanalizirane meditacije, ki je bilo čudovito. Spoznali smo, kako zelo pomembno je, da živimo v jasnosti, da imamo visoko zavedanje, da resnično dvignemo svojo vibracijo in svojo zavest v 5. dimenzijo, kajti to nam odpira potem vrata res v naslednji nivo našega življenja. In pa spoznali smo pomen tega, koga spuščamo v naš prostor oziroma v kakšna okolja sebe dajemo, torej pomen te naše duhovne družine oziroma skupnosti. In seveda vse te 3 duhovne prakse, ki sem ti jih predstavila, ne samo, da sama redno vsakodnevno prakticiram, ampak se mi zdi, da je to tudi nek tak osnoven temelj naše spletne šole Oracle Membership, se pravi duhovne šole, ki ti ponudi zelo veliko kanaliziranih meditacij in duhovnih doživetij, hkrati pa veliko jasnosti, ki ti odpre tvoje polje, dvigne tvoje zavedanje v 5. dimenzijo. In pa seveda skupnost, ki zate navija, v kateri si lahko točno to, kar si. In sem navdušena, da se med nami v tej skupini izziva je ustvarilo toliko lepih povezav, da ste že lahko začutili, kako pomembno je, da imaš ob sebi na svoji poti življenja in na svoji duhovni poti pravzaprav ljudi, ki so energijsko podpirajoči. Tako da z jutrišnjim dnem se ta naša skupina zapre in svoje povezovanje, visoko vibracijo in jasnost nadaljujemo z njo znotraj Facebook skupine spletne šole Oracle Membership. Tako da, če ste uživali z mano teh 5 dni, če vam je bilo to v doprinos in si želite več tega, potem seveda se vidimo v šoli. Zdaj bi pa želela, da morda za zaključek tega našega izziva mi vsak napiše v komentar, kaj mu je bilo najljubše znotraj tega izziva. Ali je to morda neko doživetje, ki smo ga imeli skupaj, ali pa neko spoznanje, ki se mu bo ohranilo v srčku, ko gre naprej s svojim življenjem. Napiši mi, kako se te je ta izziv dotaknil in kateri tisti aha moment ali pa trenutek ga boš nesel naprej s sabo. Zame osebno, kar bom sabo nesla, je to, da
ste tako zelo lepa skupina, da smo tako lepo skupnost ustvarili z zelo lepo povezujočo energijo znotraj teh naših dogodkov in sem hvaležna, da sem lahko kanalizirala zate, da sem ti dajala ta znanja in seveda še več jih prihaja, potem znotraj šole, da sem ti mogoče dala in tak majčken za okusati, tisto, ko organiziraš poroko, pa greš najprej sprobati, degustirati, če bodo v restauraciji dobro skuhali za poroko. Evo, to smo zdaj imeli. Degustacijo tega, kaj te v bistvu čaka, če vstopiš v mojo šolo in tam nadaljuješ sodelovanje z mano. Ok, da malo preberem, kaj nam je najbolj se nas dotaknilo. Meditacija, moč meditacije, odgovarjanje na vprašanja. Vidim, da je meditacija kar bila med številko 1, zato pa je duhovna praksa številka 1. Spoznanje, koliko duhovnih praks že počnem. Tvoja božanska energija, Tjaša, in znanje, ki ga deliš. Hvala lepa, me veseli, da vas je moja vibracija objela in navdahnila. Tisti večer me je ganil, ko smo kar vsi jokali s tabo v red. Vse, kar nam predaješ, je neprecenljivo. Hvala ti, hvala. Čudovita podpirajoča skupnost, poznanja, to koliko duhovnih praks že imam, meditacija, božansko. Hvala, draga Tjaša, za 6 čudovitih večerov, preživetih v najboljši družbi. Spoznanje, koga spustimo na svoj vrtiček, tako je. Mokri kužak, krasno. Varen, sočuten in ljubezniv prostor. Super, super. Krasne stvari bomo odnesli naprej iz tega izziva, kako lepo. Wow, zavedanje, kaj je duhovna praksa. Čudovito in hvaležna sem, da smo v bistvu v tako velikem številu se vsak večer srečali, da nismo obupali, da nismo kar tja nekam na kraj dali, ampak da smo res izbirali sebe in smo prihajali na te večerne dogodke in s tem v bistvu pokazali, da si sam v sebi pomemben. Tudi če si po posnetkih gledal, pa si vsak dan uspel poslušati, wow, bravo, da si izbral samega sebe in v bistvu predno sem se danes vključila v živo in sem se urejala, sem malce razmišljala o tem, kako včasih si ne upamo nečesa izbrati, zato ker v bistvu ne vemo, kaj nas čaka na drugi strani vrat. In sem prav razmišljala, kako so se mogli počutiti lani tisti, ki so se lani vpisovali recimo v našo šolo, ki so bili na isti točki, kot si mogoče zdaj leti, ko v bistvu te nekaj kliče, te nekaj navdahni, ti je lepo, ampak ne veš pa točno, kako bo, ko stopiš skozi vrata. In kaj bi bilo drugače, ali bi čutil veliko večjo pomirjenost, veliko večjo gotovost, če bi lahko videl prihodnost 1 leto od tega trenutka danes. Kakšno bo tvoje življenje, kako bodo tvoji odnosi bolj globoki, kako bodo v tvojem življenju prave osebe, kako boš imel več denarja na računu, zato ker boš naredil masterclass za obilje, recimo, Če bi lahko pogledal v prihodnost in videl svoje življenje, če izbereš sebe in izbereš svojo duhovno prakso, ali bi bil bolj pogumen v tem, da se ji predaš. To sem razmišljala in v bistvu ugotovila, kako je pomembno za vsakogar izmed nas v katerikoli izbiri življenja, da se samo spustimo pod to bogano življenja in samo greš v izkušnjo in si daš doživetje. In se samo spustiš in si daš doživetje in potem sproti vidiš, kaj ti v bistvu daje, posamezna izkušnja. Tako da, Katja pravi, tvoj navdih in ljubezen do tega, kar nam predaješ. Hvala. Jaz v bistvu, sveča zdaj na polno začela goreti, ko sem začela govoriti. Jaz res, to je moje poslanstvo, da delim jasnost, da kanaliziram za vas in v bistvu danes, ko se mi je začel delati glavobol, imela sem še toliko stvari za urediti, ampak se mi je začel delati glavobol in mi je bilo tako, zakaj moram imeti zdaj glavobol, In tako je zraven prišla ta jasnost, ker sem šla v to vlogo žrtve, glavobol. Tjaša, odpiraš prostor, kanal se ti širi, zato da boš danes lahko za zaključek izziva prenesla čez zelo močne energije.
In potem, ko sem se tega zavedala, sem rekla, ok, glavobol v redu. In je še kar tukaj, ampak ga dovolim, zato ker vem, da je namen tega glavobola, da me najbolj energijsko odpre, zato da sem lahko tukaj kanal zate. In potem tudi glavobol sprejmem, ne? Ker se zavedam v bistvu, da včasih gremo v življenju čez neudobno situacijo, včasih je kaj bolj napeto, ampak na koncu dneva jaz sem se na neki točki v življenju odločila, da bom živela življenje predana sebi. To ni nekaj, kar pride, ne? To je nekaj, kar izbereš. Prav izbereš živeti svoje življenje, ne? Izbiraš vsak dan duhovno prakso, izbiraš vsak dan življenje v visoki vibraciji in včasih padeš dol, včasih imaš dan, ko ti ni lahko. Ampak si pa rečeš, vsi imam ta znanja, ne, jaz tudi sama vsakodnevno hodim v spletno učilnico šole in srkam ta znanja, čeprav sem jih jaz kanalizirala in sem vam jih jaz predala, ampak zame je to moja duhovna praksa in sem se včasih pohecala, ko smo delali analizo obiska naše spletne strani in sem rekla, veš, verjetno je 10,000 klikov obiskov zagotovo mojih, ne, ker skozi grem v in v bistvu sama, če ne bi bila jaz ustvarjalka te spletne šole, bi pač jaz bila v tej šoli. In v bistvu zato tudi sem, čeprav ustvarjam in z vami v bistvu vam predavam, jaz vse posnetke potem pogledam in jih integriram in dam to v življenje, kar še nisem recimo dala v življenje, ne. Skratka, to je pač življenjski stil, izbereš, da boš živel sebe, izbereš svoje visoke vibracije, izbereš življenje jasnosti, izbereš življenje 5. dimenzije, ne. Ker je toliko lepše potem, ko si v 5. dimenziji. Toliko lepše, ne? Ker se stvari kar sestavljajo in tudi, ko nekaj ne gre po tvoje, spustiš in si rečeš v redu, ne, bo druga stvar prišla. Tako da res ogromno tega lahkotnosti, pretoka, jasnosti, nenavezanosti, zaupanja se rodi, ne, ko izbiraš sebe. Ok, dragi moji, ali imamo še kakšno vprašanje v zvezi z spletno šolo Oracle Membership? Navdušena sem, ker nas gre toliko naprej, tako da če te kliče, če je to tvoja top izbira, se te veselim, resnično se te veselim. Če pa se najino potovanje na tem mestu zaključuje, pa tudi v redu, ne? Jaz sem hvaležna, da smo preživeli ta čas skupaj in zaupam, da bo šel za tvojo top izbiro, karkoli to je. Joj, srečala sem veliko učiteljev, tako prisrčnega, iskrenega pa še ne. Tjaša, hvala. Hvala. Miselna prihodnost me navdihuje, pišete, ker vem, da bom čez 1 leto vse toliko bolj polno obilja in ljubezni. Kako lepo. Evo, berem še malo vaših komentarjev. Hvala, sami ganljivi komentarji. Ja, evo, Nataša, pa gremo spet v šolo, ne? Ampak verjetno boš to šolo, v katero bomo ful radi hodili. Ok, mislim, da ni nobenega vprašanja. Če pa bo kakšno vprašanje, ga pa le napišite še v komentarje. Evo, povočkajte se vsi v komentarje, ki greste naprej z mano v šolo. Nataša, mene pa Tjaša doslej še nobeden drugi ni pritegnil, ti si pa me. Ja, a veš, pritegnemo se zato, ker se v bistvu vibracijsko potrebujemo, ne? In en drugega, vi ste meni darilo, jaz sem vam darilo, ne? Izmenjamo si energijo, tako da dejansko je to ena taka, bom rekla, blagoslov za vse strani, in zate in zame. Evo, gremo, jaz, super. Koliko novih modernih orakljev, noro. Gremo v šolo. Ok, gremo v šolo, še predno pa gremo v šolo, gremo pa v kanalizirano aktivacijo. Tako da namesti se v udoben položaj, naj ti bo prijetno, udobno. V bistvu bomo znotraj te aktivacije. Kakšna je razlika med meditacijo in aktivacijo?
namen aktivacije je resnično, da prinese dol določeno energijo in jo znotraj tvojih teles aktivira. Se pravi, meditacija nas včasih dvigne v doživetja in tudi prinese energijo dol. Namen aktivacije je pa izključno in samo, da ti aktivira to energijo, ki jo v bistvu posamezna aktivacija nosi. In meni so že zaupali, kakšen je namen današnje aktivacije in je zelo lep. Tako da bom prepustila, da ti ga predstavijo znotraj aktivacije. Okay. Dobro, gremo zdaj v meditacijo. Tako da te kar povabim, da malce zatemniš svoje lučke, tudi jaz bom zatemnila in gremo uživati. Dragi otrok, draga duša, tukaj ob tebi smo mi, angeli. Odpiramo ti portal energijske aktivacije. In v tem trenutku vabimo te, da najprej najdeš najbolj udoben položaj svojega telesa. Da resnično spustiš vse, kar držiš. Spusti svojo težo telesa na podlago. Odpri svoje telo v položaju zvezdice. Ko sta roki in nogi široko narazen. Vkolikor ležiš, vkolikor sediš, pa odpri svojo notranjost dlani proti stropu, nebu, vesolju. Sprosti svoje ramena, sprosti svoje srce. Nežno zapreš zdaj svoje oči in dovoliš svojim možganom, da se v trenutku, ko se tvoje veke zaprejo, da začnejo nežno umirjati, sproščati in dvigovati v teta stanje. Naredi nekaj zavestnih dihov, ob vdihu skozi nos, ob izdihu skozi usta, zavzdihni in reci Zavestno dihaj in dovoli, da z vsakim izdihom resnično odložiš. Odložiš vse to, kar misliš, da moraš biti. Odložiš vse predstave in ideje o sebi. Vdihni skozi nos visoko in z globokim izdihom skozi usta. Odloži vse to, kar nisi. Odloži tista pričakovanja, ki jih prevzemaš strani družine. Zavestno odloži z globokim izdihom skozi usta. Kdo misliš, da bi moral biti? Samo odloži, draga duša. Naredi še 3 takšne dihe in z globokim izdihom zavzdihni in spusti. Izberi, da odložiš to, kar misliš, da moraš biti. In si dovoliš vstop v to kanalizirano energijsko aktivacijo, ki bo aktivirala tvojo pravo, resnično esenco tebe, da stopi iz ozadja v ospredje, da majhna pikica zažari kot ogromna svetla krogla.
Ta aktivacija prižiga tvoje jedro, da odpade vse to, kar nisi, da se umaknejo pričakovanja, maske, iluzije, neresnične zgodbe, da svobodno zaživiš svoje življenje sebe. Nadaljuj z nežnimi vdihi skozi nos, ko dih teče v krogu. Vdih skozi nos, izdih skozi nos. Ti pa opazuješ svoje telo, kako se z vsakim dihom nežno dviguje in spušča. Kako vsak vdih ti daje življenje, kako z vsakim izdihom znova in znova izbiraš spustiti, kar nisi, in sprejeti to, kar si. Čisto fizično gledano, ko vdihneš sebe, vdihneš življenje, in ko izdihneš, spustiš v tok, prepustiš, daš naprej. In tako si dovoliš z vsakim vdihom izbrati sebe in z vsakim izdihom dati sebe v tok. In ko so tvoje dlani odprte, se zdaj zaveš svoje leve dlani. In v tem trenutku mi angeli začnemo skozi tvojo levo dlan v levo stran tvojega telesa sidrati zlati žarek svetlobe. Aktivacija tvoje resnice, aktivacija tebe, tvojega bitja. Zdaj vstopa skozi tvojo levo dlan, levo stran telesa in se začne zlivati vate po prostoru tvojega telesa. Zlati žarek potuje, te aktivira in polni. Zdaj teče naravnost iz tvoje leve dlani, po levi roki navzgor, do prsnega koša, v srce. Zlati žarek aktivira tvojo ljubezen do tebe, popolno brezpogojno sprejemanje celega sebe. Ti pa ljubeče dihaš in dovoljuješ, da se aktivacija zdaj nadaljuje v tvoje grlo. Zlati žarek napolni tvoje grlo, aktivira tvoje svobodno izražanje, da si to, kar si, in živiš to, kar si. In že žarek potuje navzgor vse do tvojih možganov v glavo, prežarči, presvetli celotno glavo, področje možganov in aktivira vse tvoje najvišje vizije. Tvoji najvišji izrazi tebe, da pridejo v ospredje, da se nikdar več ne držiš v majhnosti, ampak dovoliš sebi biti to, kar si, viden, izražen, postavljen vase. Vse tvoje najvišje vizije, te utelesitve, imajo moč, da se zate po božanskem času zgodijo, ko zlati žarek že teče naravnost v tvojo desno dlan, po desni roki navzdol, skozi tvojo desno dlan ven iz tebe in začne tvoja energija osvobojena se širiti v tvoj prostor, tvoje najbližje odnose, tvoja prava esenca duše, tisto, kar si, ko vse ostalo odpade, ko vse predstave, zgodbe, iluzije odidejo, ko si go, ko si ti, ko si čist. Ta energija, ta tvoja esenca
zdaj objema tvoj prostor, tebe, se širi v tvoje najbližje odnose, tvoje družinske vezi, prijateljske stike, partnerstvo in druge odnose. Skozi tvoje polje življenja zasveti zlati žarek svetlobe in ti ustvari pot, da lahko stopiš in si to, kar si. In že te najde skozi levo stopalo zlati žarek in začne teči zdaj skozi levo stopalo navzgor, po levi nogi, naravnost navzgor, kolikor si ženska v sredino tvoje maternice, kolikor si moški v sredino tvoje prostate. Zlati žarek aktivira tvojo prvinskost, te osvobaja, da si naraven ti, da vse, kar naravno pride iz tebe, je izraženo osvobojeno, da zažariš v svojem bitju ženske oziroma moške energije. Zlati žarek napolnjuje zdaj tudi tvoja jajčnika, če si ženska, tvoje testise, če si moški. Žariš. Zdaj čutiš moč, da si to, kar si. Moč, da izbiraš biti vodja svojega življenja. Moč, da si močan, resnično, v notranji moči prižgan. In že teče zlati žarek, zdaj v sredino tvojega želodca, trebušne slinavke, vranice, prižiga tvoje notranje organe, tvoja jetra, ledvica, črevesje, mehur. Po trebušni votlini zdaj vstopi v tkiva, mišice, kosti, celega telesa. Zdaj celo tvoje telo zažari. Skozi popek vstopi zlati žarek v začetek tebe, tvoj DNK zapis in ga aktivira. V tem trenutku se osvobodiš vseh spon, v tem trenutku prihajaš vase in začutiš, kako cela tvoja energija zdaj teče v sredino tvojega popka. Vse, kar si, teče vate, vse tvoje razpršene energije, kar si podelil svetom, razdelil, dal. Vse to zdaj teče k tebi. Začutiš to moč, s katero teče v tvoj popek tvoja dušna esenca. Začutiš, da lahko izbiraš sebe, da je varno, da sebe postaviš na prvo mesto, da je pravilno, da se ljubiš vsak dan, da je dovoljeno, da delaš stvari po svoje, da je prav, da živiš točno tako, kot ti želiš živeti. Zunaj tebe ni avtoritete, če je ti ne postaviš zunaj sebe. Ko cela tvoja energija zdaj teče vate, v sredino tvojega popka, prepoznaš, koliko si razdelil te pozornosti, ki si jo v resnici sam hrepenel, da bi ti bila dana. In kako lahko zdaj s fokusom na svoj popek dovoliš, da vsa tvoja razpršena energija teče vate še vedno. Ogromno jo je in teče vate. Ti pa nežno dihaš v krogu in dovoljuješ, da je tvoj popek tvoje središče, tvoj center, te utelesitve. Na tem mestu seže ta razpršena energija skozi popek naravnost do tvojega celičnega zapisa, v tvoj DNK zapis, v začetek tebe, v tisto točko v času in prostoru, ko si bil ustvarjen, znotraj tega telesa in ko si bil ustvarjen kot duša, ko si bil ustvarjen kot zavest. Zdaj greš nazaj, globoko notri vase. In zdaj se začne ta tvoja prva iskra življenja, najbolj resnično avtentičen izraz tebe,
širiti kot spirala ven iz tvojega pupka. Iz globine in začetkov tebe se spiralno zdaj vrti tvoja zavest, tvoja esenca, tvoja duša, tvoja energija, ti. Spiralno v krogu okoli tebe, iz pupka ven, v prostor okoli tebe, objame tvoje telo, objame tvoje življenje, objame tvoj planet, objame tvoj svet, tvoja esenca. In zdaj žari iz tebe, kot slab teče, žariš kot sonce, kot najmočnejša zvezda. Aktivira se tvoja svoboda izražanja, aktivira se tvoja svoboda, da živiš sebe, aktiviraš se ti cel. Kot novoletna jelka se prižigaš in aktiviraš se. Izbiraš biti cel. Si ne odrezati delček svojih kril, zato da bi bil sprejet. Ker zdaj veš, da je sprejetost posledica tvoje sprejetosti tebe. In zdaj razširi svoji roki, nogi še bolj široko narazen. Odpri se in fizično začuti, kako zavzemaš več prostora. Zavzemi več prostora. Še bolj se odpri. Zavzemi še več prostora, drage duša. Kdo bo izbral tebe? Ti zdaj izbiraš sebe. In v tem trenutku prepoznaš, kje v življenju potrebuješ izbrati sebe. Dovoli, da skozi to spiralo žarenja tvoje esence v svet te najde jasnost, kje, draga duša, ti prav zdaj potrebuješ izbrati sebe. In kaj to pomeni? Kako izbiraš sebe, kako boš izbral sebe? V kateri situaciji, v katerem odnosu? Tvoje življenje se začne v trenutku, ko izbereš, da imaš moč. Da imaš moč, da ti izbereš. Nisi list v vetru in življenje je kot veter, ki te meče sem in tja. Ti izbereš. Karkoli v življenju. Izberi iz sebe zase. V tej povečani energiji tebe prepoznaš, da večno in vedno lahko izbiraš sebe. In zdaj žariš močneje, še močneje, vzameš si še več prostora in dovoliš, da zažari iz tebe cela sila tvoje duše. Mehka ljubezen, krepostna energija, radostni občutki, veselje, sreča, smeh, sprejemanje, čistost, nedolžnost tvojega bitja, lepota tvoje duše. Zdaj pronica skozi tvoje polje, žari iz tvojega obraza, ko se narahlo nasmehneš in začutiš to lepoto lastnega bitja, ki zdaj žari iz tebe. Svet, življenje je na tvoji strani. Kar izbiraš zase, to ono izbira zate. In začutiš zdaj, kako zlati žarek izstopi skozi tvoje desno stopalo in se vrne v središče vesolja, od koder je prišel. Ti pa zdaj narediš poseben položaj svojih rok. In sicer najprej prekrižaš roki na svojem prsnem košu. Prekrižaš roki na prsnem košu, zato da se energije porazporedijo po tvojem telesu
Leva in desna možganska polovica se sinhronizirata, leva in desna stran telesa se povežeta. Tvoja preteklost, prihodnost, sedanjost se povežejo. In dovoliš, da se znajdeš znotraj svojega centra. Nato pa postaviš dlan ob dlan kot v položaju molitve in aktiviraš zdaj svoje čelo, tako da postaviš dlan preko čela. Vse, kar je zgoraj, prestaviš dlan na srce, je v tebi, obrneš dlani navzdol in postaviš na področje pod pupkom, tako je tudi spodaj. Za zaključek pa neseš svoje roke okoli svojega telesa in narediš krožno polje. Ustvariš prostor za svojo energijo, za to aktivirano stanje tebe, ki zdaj žari iz tebe. Kot da bi narisal balon prostornosti okoli sebe. Zdaj tukaj znotraj tega balona shraniš svojo energijo. In zdaj veš, da vse, kar potrebuješ, imaš v sebi, ko izbereš sebe. In pa boš začutil, da je dovolj, se nežno ustavi. In na tem mestu podarjamo ti mi angeli, kot milni mehurček, mavrično kroglo, katero v mislih zdaj sprejmeš v svoje dlani. In v to mavrično kroglo vdahneš svojo iskreno izbiro za življenje. Kaj izbiraš zase? Vdahni v svojo mavrično kroglo tudi svoje ime. In na to si prav predstavljaj, kako z dlanmi primeš to kroglo in jo dviguješ nad svoje telo in jo spustiš. Da se kot milni mehurček zdaj dvigne in gledaš z notranjim pogledom, kako se tvoja namera in tvoja izbira za življenje zdaj dviguje v središče vesolja, notranjost tvoje jedrne zvezde, kjer se pretopi v resničnost. Ti pa položiš eno ali obe dlani preko srca in se zahvališ sebi za vse trenutke, v katerih izbereš sebe. Individualno zate v tvoje srce sidramo blagoslove, ki jih prav zdaj potrebuješ.
nežno in počasi, z ljubečimi dotiki, z lahkotnimi premiki. Pripelji svoje telo v pozornost tega trenutka. Se objemi, dotakni se, pridi si blizu. In v pomirjenosti nežno in počasi se ljubeče prebudi. Mi angeli pa zapiramo prostor te energijske aktivacije, znotraj katere je bila zaktivirana tvoja resnica, tvoj začetek, tvoja esenca duše. In zdaj lahko še bolj pogumno, še bolj predano, še bolj izbrano živiš sebe preko duša. Z ljubeznijo zate, mi, tvoji angeli. Hvala lepa. Hvala lepa, da skupaj ustvarjamo take trenutke, kjer lahko takšna čudovita energija teče skozi nas in se samo spomnimo, zakaj smo tukaj. Hvala lepa za ta izjemen čas, ki smo ga preživeli znotraj izziva, in se veselim, da se vidimo znotraj šole. Rada vas imam. Lahko noč.